Simona, daj začetek, ne konc. Lepo pozdravljeni na naših minutkah. Vesela sem, da ste se tudi tokrat zbrali v tako velikem številu. Sem Hema Vasle, urednica matematičnih gradiv za prvo triletje. Medtem ko pridno pišemo in pripravljamo gradiva za 3. razred, vam bo danes soavtorica matematičnih gradiv za vse 3 razrede, dr. Vida Manfreda Kolar, povedala nekaj o uporabi gradiv, predvsem za 2. razred. Predstavila vam bo, kako učencem predstaviti računanje do 100 in na kaj je dobro, da ste pri tem pozorni. Med webinarjem vas vabimo, da napišete svoje vprašanja in nanje vam bomo odgovarjali že med webinarjem. Z nami pa je tudi naša promotorka Simona, tako da lahko zastavite tudi vprašanja, ki bodo namenjena njej. Vida, izvoli. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem. Najprej samo malo počakajte, da odprem predstavitev. A se vidi? Vidi. Okay. No, še enkrat, torej lepo pozdravljeni. Kot ena od soavtoric bi vam danes rada predstavila eno poglavje, oziroma ne eno poglavje, ampak en sklop pri obravnavi matematike v 2. razredu, in sicer je to računanje do 100. Mislim, da je to taka učna vsebina, ki se jo tisti, ki naše gradivo uporabljate, ki se ga ravno lotevate ali pa boste vsak hip pričeli z obravnavo računskih operacij v obsegu do 100, tako da se mi zdi pač ravno primerna za ta trenutek. V povezavi z računanjem do 100 je eno od, jaz bi rekla, ključnih vprašanje ponazoril, v povezavi s ponazorili. Torej, kaj bom uporabila, kako bom uporabila, ali bom uporabljala predmete iz vsakdanjega življenja ali matematična ponazorila in katera matematična ponazorila. Tako da kar v povezavi s tem, s to prvo dilemo,
sem si tukaj zastavila par vprašanj, pa bi rada v prvem delu današnje predstavitve odgovorila na ta vprašanja, in sicer, kdaj pravzaprav prenehati z uporabo predmetov vsakdanjega življenja oziroma kdaj nekako vpeljati ta bolj matematično strukturirana ponazorila za predstavo števil do 100. Potem drugo vprašanje je, katera izmed teh matematičnih ponazoril uporabiti, kajti gotovo tudi sami veste, ker poučujete, da je tega kar precej, torej katera so najbolj primerna. In tudi tretje vprašanje se mi zdi zelo pomembno, ključno, in sicer kako pravzaprav prehajati med temi različnimi matematičnimi ponazorili in pa zakaj, kaj s tem dosežemo, če spreminjamo uporabo različnih matematičnih reprezentacij. Tako da bi kar predlagala, da gremo po vrsti, pa si najprej pogledamo prvo vprašanje, torej kdaj nastopi tisti primerni trenutek, ko je potrebno preiti od rabe predmetov vsakdanjega življenja k bolj matematičnim ponazorilom. Recimo tukaj imam nekaj izsekov iz našega učnega gradiva. Ta prva sličica prikazuje eno dejavnost v povezavi z dejavnostjo pri vpeljavi števil do 100. In tukaj na začetku, seveda, ko otroke uvajamo število do 100, je zagotovo to zelo pomembno, da izhajamo iz okolja, ki je otroku domače, torej da izhajamo iz vsakdanjih pripomočkov in predmetov in potem tem predmetom vnesemo neko matematično strukturo. Torej že tako iz motivacijskega vidika, kot tudi zato, ker je to otroku bolj domače okolje, je gotovo v tej prvi fazi primernejše uporabljati vsakdanje predmete. Nekako se pa to spremeni potem, ko želimo vpeljati neke matematične odnose. Torej, če nas zanima potem v nadaljevanju, kakšni so odnosi med števili, ali pa še kasneje, če želimo računati s števili do 100, postane pa bistveno bolj pregledno in uporabno, če vsakdanje predmete nadomestimo z bolj matematično strukturiranimi ponazorili. Se pravi, ponazorila, ki so pravzaprav namenjena ravno temu, da z njimi ponazarjamo neke matematične koncepte. V tem primeru vidite, so to desetiške palčke in kocke, in verjetno se boste strinjali, da ko primerjam dve števili, da precej hitreje opazim tiste bistvene lastnosti, ki so ključne za primerjavo dveh števil, če imam eno tako urejeno in pregleden prikaz, kot pa v primeru, če bi recimo tukaj sedaj primerjala dve množici kamenčkov. Podobno se zgodi tudi kasneje pri računanju do 100. Enako, če želim recimo v tem primeru, to je spet naloga iz poglavja odštevanja enic, če želim od tega sklopa, tega ponazorila, ki predstavlja število 56, odvzeti 6 enic, bom bistveno hitreje opazila rezultat na takem matematičnem ponazorilu, kot pa bi ga, če bi recimo preštevala neke konkretne predmete, ki nimajo neke jasno oblikovane strukture. Torej, nekako, če povzamem, takrat, ko nas začnejo zanimati odnosi, ki so v ozadju števil, ki smo jih vpeljali, ko preidemo na malo bolj tako matematično raven obravnave, takrat postanejo ta matematična ponazorila tudi bistveno bolj koristna, ker nam tisto, kar je ključno za neko vsebino, naredijo bolj pregledno in jasno. Tukaj imate sedaj predstavljena ponazorila, ki jih uporabljamo v našem kompletu Matematika 2. Vidite, da je ponazoril kar precej. Vsa ta ponazorila so tudi priložena kompletu za drugi razred. Torej, kaj se najdemo v tem kompletu? Malo bom preskakovala in sicer si bom izbrala, tako bom začela nekako s tistimi, ki so najbolj konkretna. Lahko verjetno že takoj opazite, da niso vsa enako recimo oprta na neke konkretne situacije. Desetiške kocke in palčke sem že prej omenila. To je torej zagotovo zelo konkreten material, iz katerega lahko zelo lepo vidim, katero število prikazujem. Drugo tako ponazorilo, ki je, jaz bi rekla, neke vrste most med ponazorili vsakdanjega življenja in pa matematično strukturiranimi, je denar.
otroku je poznan iz vsakdanjega življenja, hkrati pa je to ponazorilo, ki ima neko notranjo strukturo. To, kar mi rabimo pri matematiki, je to, da bodo nekatera števila bolj izstopajoča, ker ponazarjajo desetiške enote in denar nam to omogoča. Torej nam omogoča hkrati oboje. Povezavo z nečim, kar je otroku domače, in hkrati navezavo na to, kako so naša števila strukturirana, ki jih uporabljamo. Podobno kot denar izgleda tudi ponazorilo, ki smo ga uvedli v 2. razredu, in sicer smo ga poimenovali cekini in desetaki. Kot vidite, je število 10 prikazano s takim desetakom, modrim desetakom, medtem ko so enice prikazane s cekini, ki so zelene barve. Te barve so izbrane skladno s tem, kot se uporabljajo barvne kode tudi v Montessori pedagogiki, in sicer smo povsod v gradivu sledili temu nekako te rdeči niti, da so enice prikazane zeleno, desetice z modro in stotica, kjer se pojavi z rdečo barvo. Kot boste videli v nadaljevanju, se to pojavlja tudi pri zapisu števil, ki so različno obarvane, odvisno od desetiške enote. Kar je prednost cekinov v desetaku v primerjavi z denarjem, je to, da bolj izpostavijo samo tisto, kar je res ključno, torej desetico in enico, brez recimo nekih dodatnih, mogoče včasih za otroka motečih dejavnikov, kot so recimo sličice, oblike, vzorčki, ki so na bankovcih. Potem številskega traka posetičnega kvadrata mislim, da ni potrebno posebej predstavljati, ker so to taka ponazorila, ki jih vsi učitelji uporabljate, pač pa bi se raje ustavila pri teh dveh v zadnjem stolpcu, in sicer listki s številkami in pa številsko okno. Oba sta ponovno v tej barvni kodi, in sicer listki s številkami, ki se nahajajo v tem kompletu, vsebujejo listke za enice, torej števke od 0 do 9, in pa listke z dvomestnimi števili, torej okroglimi desetičnimi števili od 10 do 90. In potem še posebej število 100. Te listke smo se odločili vključiti predvsem zaradi tega, ker se nam zdi pomembno, da otrok s prekrivanjem listkov za desetice in enice opazi, kako je neko število strukturirano. Se pravi, če otrok pred seboj vidi, če položi recimo na listek, kjer piše 20, še listek, na katerem piše 5, in potem združi ju na desnem robu seveda, in potem nastane število 25, lahko potem ponovno razdruži, odvzame listek s števko 5 in vidi, da je pod njo 20 in ne 2. To je tisto, kar je pomembno, predvsem za otroke, ki imajo slabe predstave, torej da se zavejo, da število 25 ni sestavljeno iz dveh števk, 2 in 5, ampak da je sestavljeno iz števila 20 in števila 5. In te listke smo kar pogosto uporabljali in tudi smo skušali dosledno, vedno, ko otroci nastavljajo dvomestna števila, uporabljati te listke in ne dveh enomestnih števka. Lahko bi jaz nastavila število 25 tudi tako, da bi združila listka števko 2, pa mu desno dodala listek števko 5, ampak potem izgubim to, kaj je v bistvu v ozadju števke 2. Še številsko okno. Številsko okno bi rekla, da je tako malo bolj dinamično ponazorilo, kaj ti omogoča to, da, mogoče samo da opišem, če ga ne poznate vsi, torej je sestavljeno iz takega okna, in potem v to okno zadaj vstavimo 2 trakova, na katerih potekajo števke od 0 do 9, in potem v bistvu z vlečenjem traku lahko spreminjamo število, ki se prikaže v oknu. Kasneje vam bom pokazala raje še kakšen konkreten primer, zaenkrat naj bo to dovolj. Omenila bi samo še desetiško tablo, ki sem jo izpustila. Desetiška tabla je v povezavi z palčkami, denarjem in pa desetaki uporabna v tem smislu, da nanjo otroci nastavljajo števila. Nastavljajo števila tako, da nastavijo ustrezno število ene desetiške enote na modro polje in druge desetiške enote na zeleno polje. Zdaj, naslednje vprašanje pa je, zakaj sploh prehajati med različnimi temi matematičnimi ponazorili, zakaj pravzaprav ne bi vztrajali in se oklepali enega samega ponazorila, če se nam zdi dobro. Jaz menim, da je pomembno to, da otrok dobi neko izkušnjo z temi raznovrstnimi reprezentacijami, predvsem zato, ker mu to prispeva k temu, da se oblikujejo neke bolj trdne miselne sheme o določenem konceptu. Torej, določen koncept, v tem primeru so to števila do 100, spozna in
je soočen s tem konceptom iz različnih zornih kotov in si lahko na ta način ustvari neke povezave, neke miselne povezave, recimo vidi neko število na stotičnem kvadratu in zna povezati to število s tem, kako to število izgleda, če bi ga recimo prikazala z desetiškimi enotami ali pa kako bi izgledala, če bi ga prikazala z cekini pa desetaki ali pa s kakšnim drugim ponazorilom. Se pravi, trdnost teh miselnih predstav, pa tudi ena fleksibilnost mišljenja. Torej, to, da otrok, ko vidi en tip ponazorila, ve, da bi lahko to prikazal tudi drugače, ali pa da to, kar vidim zdaj na tak način, bi lahko z nekim drugim ponazorilom izgledalo drugače. Torej, da je zmožen tega prehajanja iz enega na drugo ponazorilo in da se pri tem nekako ne izgubi. Seveda so tudi ponazorila različna, verjetno ste opazili prej, da so ena bolj abstraktna, druga bolj konkretna in izpostavljajo različne vidike obravnave, nekateri bolj ta simbolni zapis, nekateri bolj odnos med deseticami in enicami, če imamo opraviti s palčkami in enicami, lepo vidim, da je v eni desetiški palčki 10 enic, medtem ko če bom uporabila stotični kvadrat, pa tega ne vidim. Torej, odvisno, kaj je moj cilj, glede na to, kaj je moj cilj, tako ponazorilo potem lahko tudi izberem. In nenazadnje se mi zdi pomembno uporabljati taka raznovrstna ponazorila, kot smo se tudi mi same pač odločili v našem gradivu, zaradi tega, ker je potrebno upoštevati, da imajo posamezni učenci pač različne, da različno dojemajo učno vsebino, nekaterim bolj odgovarja en tip ponazorila, drugim pa drugi in nekako s tem dosežemo lahko to, da učenec izbere tako ponazorilo, kot njemu osebno najbolj odgovarja. Tukaj si bomo pa sedaj pogledali nekaj primerov poglavij pri obravnavanju računanja do 100 in sicer bi rada dala poudarek ravno na to, kako se ta različna ponazorila v našem gradivu med seboj povezujejo. Recimo na levi strani imate primer naloge pri obravnavi prištevanja enic in vidimo, da v tem primeru smo se recimo odločili za desetake in cekine. Otrok torej konkretno nastavi določeno število, potem pa to število prikaže še z listki desetic in enic oziroma temi števkami in desetičnimi števili. In lepo se tudi vidi, kako se barve ujemajo, torej lahko otroku, ki ima določene težave, tudi te barve nekako pripomorejo, da lažje opazi, kaj predstavlja petko in kaj predstavlja štirico. Tukaj pri odštevanju enic na desni strani smo ponovno kombinirali dve izmed naših ponazoril, v tem primeru so to desetiška ponazorila za desetice in enice, torej naše palčke in pa listke. Podobno kot na levi strani, samo da smo si izbrali pač drug tip ponazorila. Tukaj je že prej omenjeno številsko okno. Kot sem rekla, kaj je njegov namen, to, da pravzaprav otrok dobi tudi neko predstavo. Torej ne samo to, da se nauči na pamet nekega recepta, kaj moram delati z levim trakom, da bom število povečala ali pomanjšala ali pa kaj z desnim, ampak da sam nekako razišče in ugotovi, kaj se dogaja, če vleče recimo v tem primeru desni trak v smeri navzdol ali pa kaj se bo zgodilo, če ga bo vlekel navzgor. Torej, to številsko okno omogoča oziroma je zaželeno, da ga otrok najprej poskuša malo sam raziskati in šele potem ga vpeljemo, tako da s njegovo pomočjo učenec tudi lahko rešuje določene račune v okviru računanja do 100. Naslednje poglavje, ki bi ga rada izpostavila, je prištevanje in odštevanje desetic. Tukaj sem se odločila za to, da malo več besed namenim stotičnemu kvadratu. Predvsem zato, ker je stotični kvadrat eno tako ponazorilo, ki mislim, da sproža precej različne odzive med uporabniki, nekateri ga zagovarjajo, ima tudi precej slabih plati, ker gotovo imate sami take izkušnje, spodbuja učence k nekim receptom, k uporabi tega kvadrata in premikanju po njem, po nekih naučenih pravilih, ne da bi pravzaprav otrok pri tem ozavestil, kaj pravzaprav počne. Tako da bi vam rada pokazala, kako smo ga mi vključili. Nekako smo bile rezervirane pri vključevanju stotičnega kvadrata, vključili smo ga v tolikšni meri,
da nekako se lahko zavemo njegove uporabnosti, kajti je tudi uporaben. Tukaj recimo vidimo naloge, kjer otrok dopolnjuje zaporedja števil in si pri tem pomaga najprej s stotičnim kvadratom, torej opazuje, kako se to zaporedje, kje se to zaporedje, recimo, ki se začne s številom 15, pojavi na stotičnem kvadratu, kako se nadaljuje, predvideva, kaj bo naslednje število. Če mogoče še ne ve tega, kako so števila razporejena, se lahko preko take dejavnosti tudi uči o tem, kako v kaki legiji se nahajajo določena števila. Potem pa je nujno potrebno seveda, da naredimo en korak naprej in da učenec o tem tudi razmišlja. Torej, da razmisli o tem, kako se bo premikal po tem kvadratu, ko bo prišteval za 10, da razmisli o tem, kako se bo premikal, ko bo prišteval 1, in da nekako poskušamo doseči, da bo te načine premikanja, ki jih uporablja, dokler ima pripomoček še pred seboj, znal kasneje uporabljati tudi, ko mu pripomoček vzamemo. Naš cilj seveda je, da bo v neki fazi ta pripomoček, da mu ga odvzamemo. Tukaj je primer ene take igre, ki je vključena v naše gradivo. Navodila za igro so priložena na koncu gradiva, v samem delovnem zvezku je pa s tem znakom nakazano, da gre za delo v paru in sicer za igro. Torej, igra izgleda tako, da se dva otroka, da si eden otrok v paru izbere neko število, recimo število od 0 do 50, drugi otrok v mislih šteje po 10 naprej in na glas izgovarja števila, prvi otrok pa preverja na svojem stotičnem kvadratu, če je drugi otrok v paru pravilno izgovarjal števila. Torej, tukaj je stotični kvadrat še zmeraj prisoten, vsaj pri enem otroku v paru, mu je v nekako oporo, ko preverja odgovore drugega, ne? Ampak kot sem rekla, ključni cilj je, da na koncu lahko stotični kvadrat odvzamemo in da si otrok zna v mislih predstavljati, kako skače po stotičnem kvadratu, če recimo prišteva po 10. Torej, da zmore te preskoke narediti tudi brez pripomočka. Tukaj je še en primer naloge iz učnega gradiva, kjer otrok raziskuje. Torej, poskuša sam raziskati, recimo si izberemo neko število, na primer v tem primeru 43, ga pobarvamo in potem opazujemo, kje se nahajajo preostala števila, ki so za 1 večje, ki so za 1 manjše, za 10 večje, za 10 manjše. In potem, ne glede na to, katero število izberem znotraj tega, ne v teh robnih vrsticah in stolpcih, ampak znotraj kvadrata, torej ne glede na to, katero število izberem, vedno bo nastal en tak križ. Torej, število, ki ga izberem, bom nekako dopolnila z 2 številoma levo-desno, pa z 2 številoma zgoraj-spodaj in bom dobila ravno te 4 možnosti, ki so opisane tukaj levo v navodilih. Tukaj imam ponovno, bi se rada dotaknila še enkrat številskega okna in sicer v tem smislu, da tukaj pa zdaj, ko prištevamo tudi 10 ali pa odštevamo 10, torej odštevamo desetice in prištevamo, lahko združimo pač obravnavo in uporabo tega ponazorila pri prištevanju in odštevanju desetic s tem, kar so učenci že spoznali. In ponovno lahko opazujejo, kaj se zgodi, če levi trak povlečem za 1 navzdol, ali pa kaj se zgodi, če desni trak povlečem za 1 navzdol. Torej, pomembno je, da otrok opazi pravila. Torej, da ne samo golo računa, ampak da zmore opaziti pravila in da zna nekako presoditi, kaj se bo zgodilo, lahko tudi vnaprej napove, kaj misli, da se bo zgodilo, če bo en trak povlekel recimo za 3 polje navzdol. Zdaj bi se premaknila še k seštevanju dvomestnih števil, najprej še brez prehoda. Tukaj sem si izbrala, denarja danes še nisem omenila, pa sem si zato izbrala primer naloge, kjer smo uporabili torej za nekako uvodno spoznavanje seštevanja dvomestnih števil denar. Torej, izhajali smo iz nekega življenjske situacije in konkretnega ponazorila. Potem pa smo pa v nadaljevanju namenili precejšnjo pozornost temu, da otroka ne vkalupimo preveč v to, da mora računati točno na en in točno na določen način. Tukaj so recimo predstavljeni načini, kako otrok potem v nadaljevanju lahko računa. Torej, računamo isti račun, kot je bil tlele na prejšnji prosojnici.
torej 52 plus 24. In vidimo tukaj, da recimo Blaž računa s številskim trakom, tako da se števa 10, pa 10, pa še 4 krat po 1. Medtem ko Luka si odločil, da bo sešteval drugače. Torej naredi kar en skok po 20, pa enega po 4. Tine pa Špela pa sta se odločila, da bosta to, kar počneta Blaž in Luka na številskem traku, počela v mislih. Torej, Tine v mislih šteje, dela korake po 10 in nato po 1, Špela pa v mislih najprej računa po 1, ja, prišteva po 1 in na koncu prišteva po 10. Torej, vseeno je, kako seštevamo, glavno je, da seštevamo pravilno. Recimo, Mija se je tudi odločila, da bo v mislih računala, ona je naredila samo 2 koraka in to, kar je naredila Mija, potem lahko na takem matematičnem zapisu prikažemo tako, kot je prikazano tukaj le spodaj. Torej, mi smo se odločili, da bomo na tej simbolni ravni uporabljali zapis z rožički in dokler so to računi brez prehoda, na prvi rožiček napišemo okroglo desetično število in na drugega še preostanek enic. Torej, kar je pomemben nauk je, da so postopki različni, ampak vse je prav, karkoli naredim. Tukaj v nadaljevanju, potem, ko učenci preidejo ko se želimo nekako preiti na to simbolno raven in računanje, še zmeraj v začetku lahko ponujamo seveda ponazorila, ima pa otrok možnost izbire, tudi naloge recimo so opremljene s temi različnimi ikonami, torej otrok si lahko izbere ikono, ne ikono, ampak ponazorilo, ki si ga želi, torej lahko so to desetaki in cekini, lahko je recimo številski trak, lahko so pa desetiške palčke in kocke, lahko pa tudi kaj drugega. Torej lahko se odloči sam, ima možnost izbire. Zadnji korak pa je seveda ta, da otrok zmore v zadnji fazi v mislih izračunati tako, kot sta prej računala Tine ali pa Mija in zapisati ustrezna števila na te rožičke. Še računanje s prehodom nam je preostalo. Tukaj je primer, so zbrani primeri, kjer računamo s prehodom, tako da prištevamo enomestno število. Poudarila bi pomen postopnosti, torej da izhajamo iz primera, ki je otroku že znan in ki ga zna lepo rešiti, torej brez prehoda, ko ravno pridemo do okrogle desetice in potem ta primer dopolnimo naprej in skačemo in označujemo na številskem traku, katere skoke smo opravili. Spet je končni cilj to, seveda, da otroka privedemo do matematičnega takega zapisa, ki mu bo v pomoč. In mi smo se odločili ponovno za tak zapis. Tukaj lahko zapišemo tudi še število, ki ga dobimo, ko združimo prvi seštevanec s prvim številom na temu rožičku, tako da je lahko otroku tudi to v pomoč pri dodatnem izračunu. Pa kot vidite, velikokrat tudi Nande priskoči na pomoč in pove kakšno uporabno informacijo. Ja, kar je tudi pomembno, seveda je, da pri otrocih razvijamo neko sposobnost kritičnega mišljenja. Tukaj je primer naloge, kjer ima otrok na voljo različne pripomočke in račune s prehodom. Tukaj spodaj so računi s prehodom in otrok se sam odloči, kateri pripomoček bo izbral in tudi razmisli, kateri se mu zdi najbolj uporaben. Če dobro premislite, boste verjetno opazili, da niso vsi enako uporabni, da je to prvo ponazorilo s tem številskim oknom uporabno, le če imamo račune brez prehoda. Tukaj bi se nam pa zataknilo. In še potem računanje s prehodom, ko prištevamo dvomestno število. Tukaj bi v prvi fazi opozorila na to, da je potrebno na nek konkreten način otrokom prikazati, kaj se pravzaprav dogaja, ko pride do prehoda, torej da združimo ustrezno število enic in pri tem oblikujemo eno novo desetico. Podobno smo tudi pri odštevanju. Velikokrat smo uporabili recimo sklicevanje na to, da gre, ali pa Nande velikokrat da na svet, da gre otrok lahko v banko ali pa v menjalnico, kjer zamenja recimo desetak za cekine in bo potem lažje odštel, kar mu je potrebno odšteti.
Od konkretnega nivoja potem preidemo postopno na bolj tak, lahko bi mu rekli, semi-konkreten nivo, kjer ni več uporabljeno konkretno ponazorilo, ampak v tem primeru številski trak. In spet, podobno kot sem prej že večkrat omenila, bi še enkrat rekla, zadnji cilj je vedno to, da stremimo k temu opuščanju ponazoril, če je to seveda možno, če je otrok tega sposoben, in da poskuša to, torej da naredimo neko povezavo med tem, kar je počel otrok v tem primeru na številskem traku in tem, kar počnemo v mislih. Torej, če sem na številskem traku odštevala po 10 in potem še recimo v tem primeru 4, potem poskušam tudi v mislih odštevati na enak način. Najprej recimo, če bi imela tlele 52, bi rekla 52, 42, 32, in potem bi odštela še 4. Tukaj imate pa pač naveden en drug primer iz učnega gradiva. In še za konec bi pa rada se dotaknila še tega, seveda zdaj sem vam predstavila predvsem bolj to metodično obravnavo računov ob uporabi različnih ponazoril in načinov, kako ta ponazorila med seboj kombiniramo in prehajamo med njimi. Za konec bi pa rada poudarila, da smo pri vseh poglavjih, tudi pri računanju do 100, vključevali sodobne pristope poučevanja, ki so tukaj navedeni. Torej, izkušenjsko učenje, pomen gibanja za otroka, pomen igre in pa problemsko učenje. Za vsakega sem vam pripravila takole za pokušino en primer, recimo pri izkušenjskem učenju, ta primer sem že prej predstavila, torej to, da otrok dela z nekimi konkretnimi materiali iz njegovega vsakdanjega življenja ali pa recimo trgovina, torej izhajamo iz njegovih lastnih izkušenj, ki jih ima ob nakupovanju in ob tem urimo tudi računanje do 100. Potem pomen igre, preko katere se učenec uči. Tukaj sem dala namenoma igro, ki ni ena izmed najbolj takih tipičnih. Igra se imenuje Plezamo na vrh in sicer otroka ponovno igrata v paru. Start igre je na številu 30 in potem mečeta izmenično igralno kocko. Če vržeta 1, 3 ali 5, se povzpneta navzgor, pri sodih številih se povzpneta navzdol, cilj pa je, da prilezeta na vrh cevi. In še gibanje, da pri računanju do 100 ni tako enostavno vključiti gibanje, ker imamo kar velika števila. To je eden od načinov, ki smo ga vključili tudi pri obravnavi števil do 100, torej da pravzaprav desetiške enote ponazorimo z nekim gibom, lahko je recimo poskok ali pa plosk, lahko je pa tudi kaj drugega in učenci prikazujejo števila, torej na tak gibalni način. Za konec pa še en oreh, kot verjetno veste, se v našem učnem gradivu pojavljajo problemske naloge, predvsem v teh dodatkih, ki jim pravimo tremo orehe. In tukaj imate primer enega takega oreha, kjer mora učenec na listkih, torej izbere si listke s števkami 0, 1, 3 in 5 in te listke potem razporeja v ta polja na tak način, da bo dobil končno vsoto 45. In poskuša poiskati različne načine, kako bi prišel do enake vsote. In vidimo, da imamo tlele dva taka primera, torej, ki spodbujata ravno to raziskovanje in iskanje različnih možnih rešitev. Takole, jaz sem zdaj s tem zaključila, tako da bi se vam zahvalila za vašo pozornost. In kolikor imate kakšno vprašanja, sem pač na voljo. Vida, hvala lepa. Ja, nekaj vprašanj je. Vas pa vabim med tem, da ko bo Vida odgovarjala, da zapišete še kakšno vprašanje, lahko pa tudi dvignete rokco in vas bomo spustili do besede, da boste vprašali v živo ali pa povedali kakšen primer dobre prakse. Gospa Andreja je vprašala. V dosedanji literaturi smo imeli drugačne barve, s katerimi smo desetice, ki so bile rdeče, enice modre in stotice zelene. Zanima me, zakaj ste se odločili zamenjati barve in kako učencem to predstaviti, glede na to, da imajo naši učenci do sedaj druge učbenike in druge barve. Ja, zakaj smo se odločili za zamenjavo barv, mislim, da sem omenila, da to smo vezali na to, da imajo v Montessori matematiki takšne barvne kode in da veliko učiteljev
ki delajo po Montessori pedagogiki, želi uporabljati tudi naša učna gradiva in s tem je nekako dostopno pač širšemu krogu. Zdaj, to je gotovo manjša težava, ja, če ste najprej uporabljali, zdaj nekako mi računamo, da se bo to gradivo uporabljalo, naše gradivo, novo učno gradivo od 1. razreda dalje, a ne? V primeru, če pa pride do prehoda, da ste najprej uporabljali staro gradivo, zdaj pa novo, ja, je pa treba nekako, kaj ne rečem, je pa to gotovo ena težava, ja, s temi barvami, a ne? Ker se jim spremeni pomen. Pač jaz mislim, da drugega, kot da poveste učencem, da se je spremenila pač uporaba barv, da je kaj drugega težko reči v tem primeru, a ne? Ampak verjamem, da teh situacij tako veliko spet ne bo. Če se zgodi to, da se gradivo od začetka uporablja, a ne? Ja. Hvala, Vida. Potem je gospa Eva vprašala, kaj narediti, če otrok pri računanju ne potrebuje pripomočkov? Torej, da že računa brez konkretnih ponazoril, ali ga potem silimo, ali mu pripomočke samo predstavimo? Jaz mislim, da ni potrebno ga siliti. Včasih so sicer pripomočki uporabni, recimo pri kakšnih takih bolj problemskih nalogah, a ne, se lahko s pripomočki, naprimer tale zadnja naloga, ki sem jo pokazala, je gotovo lažje rešljiva, če si s pripomočkom pomagam. Če pa učenec zna v mislih računati te gole, izvajati procedure, pa mislim, da je to odveč, da ga silimo k temu, da mora obvezno uporabljati pripomoček, ki smo ga ponudili. Gospa Maja sprašuje, računanje na prstke da ali ne? Aha, računanje na prstke. Ja, zdaj, dokler računamo do 20, to še gre nekako, a ne? Ko pa računamo do 100, je pa vedno manj uporabno, a ne? Ravno zato smo začeli z uvajanjem teh rožičkov. Ti rožički, njihov namen je ravno to, da otrok počasi nekako, tudi že pri računanju do 20 uporabljamo, da počasi nekako ozavesti to, da si lahko pomaga s tem, da računa v enih takih korakih, malo večjih korakih, a ne? Tako da jaz mislim, da cilj je, da postopno začnejo pri računanju do 100 prstke opuščati. No in prav na to se nanaša naslednje vprašanje, kako učence, ki so pri računanju do 20 uporabljali prstke, spodbuditi k računanju na pamet. Ja, jaz bi rekla, da ravno s tem zaporedjem, s tem, da izberemo dobro zaporedje teh ponazoril, to, kar sem tudi danes predstavila, ne morem reči, da je to zdaj kar ključ do uspeha, ampak nekako v tej smeri, da otrok, recimo tudi na številskem traku lahko otrok, ali pa na stotičnem kvadratu lahko najprej šteje po 1. Tako kot je štel s prstki. Recimo na stotičnem kvadratu lahko želim prišteti 20, pa štejem po 1. Saj ni potrebno, da otrok takoj vidi, da se mora premakniti za dve poli navzdol. Torej šteje po 1, pa pride do 20. Pa lahko to velikokrat naredi in pač jaz mislim, da ob velikemu številu ponovitev mogoče opazi neko pravilo. In opazi, da mu ni potrebno šteti po 1, ampak da lahko šteje po 10. Ne morem pa reči, da je to zdaj en proces, ki se zgodi zelo hitro, pri eni otroci niti ne potrebujejo, da se s tem preveč ukvarjamo, drugi pa rabijo veliko časa. Verjetno nekateri tudi več, kot pa tisti čas, ki je predviden za drugi razred. Hvala. Še eno vprašanje. Rožičke zapisujemo navzgor za seštevanje, za odštevanje pa nogice obrnjene navzdol, kot je bilo prikazano danes. Aha. Ja, to je zdaj sicer odvisno, kakor se učitelj odloči. Tukaj ne morem reči, da je zdaj nekaj prav, pa nekaj ni prav. Mi smo se pač v našem gradivu tako odločili, da rožičke vedno uporabljamo tako, da jih obrnemo navzdol. Ne glede na to, ali gre za seštevanje ali za odštevanje. Je pa to mogoče primer dobre prakse, nekateri se navadijo tako, nekateri drugače. Predvsem pa mogoče na ta način učenci vidijo razliko hitro seštevanje in odštevanje. Tudi se mi ne zdi potrebno, da zdaj, če se vam zdi, da bi rožičke enkrat pisali navzdol, enkrat pa navzgor, da to tudi pri uporabi našega gradiva ne uporabite. Saj lahko vi pač učencem pokažete pri računih odštevanja, na kak način vi želite, da rožičke zapisujejo.
Potem pa še eno vprašanje, pozicijsko računalo, da ali ne? Pozicijsko računalo, da, gotovo, ampak ne v drugem razredu. Drugi razred se mi zdi absolutno prezgodaj za pozicijsko računalo, kajti pozicijsko računalo zahteva že res veliko, bistveno več abstraktnega mišljenja, kot pa ta ponazorila, ki smo jih zdaj predstavili. Ena kroglica vam kar naenkrat predstavlja 10 kroglic, ki so enako velike. Recimo pri denarju je vsaj desetaka, ali pa pri desetakih in cekinih je desetak, ima in drugačno obliko in večji je, medtem ko pri pozicijskem računalu so vse kroglice enako velike. Tako da jaz bi ga uporabila najbolj zgodaj v 3. razredu. Super, hvala lepa, to so za zdaj vsa vprašanja. Rada bi vas še opozorila, kot je napisala Simona, če želite prelistati tiskana učna gradiva Moj Nande, za zdaj za 1. in 2. razred, nas kontaktirajte, lahko pišete na učbeniki@mladinska-knjiga.si in bodo prišli k vam naši promotorji in vam gradiva predstavili in vam ob tem pustili tudi brezplačen komplet tiskanih učnih gradiv za vaš aktiv na šoli. Medtem smo pa dobili še nekaj vprašanj. Otroci zelo veliko časa potrebujejo za pripravo pripomočkov za učenje. Ali imate kakšen dober nasvet, da bi bilo to hitreje? A mislite pripomočke, verjetno, ki so v našem gradivu? Verjetno je to mišljeno, a ne? Ja. Ja, po mojem ste tukaj vi bolj koristni, da si drugemu delite nasvete, kot pa jaz, ker ne poučujem v 1. ali v 2. razredu. Tako da mogoče se pa kakšen učitelj oglasi, lahko, ki ima kakšen dober primer dobre prakse. A lahko mogoče poveste, a ste imeli v mislih prav kakšen konkreten pripomoček? Prav to sprašujem, oziroma je predlagala, če ima kdo kakšen dober nasvet iz razreda. Ja, to bi bilo pa zelo dobrodošlo, da se kar učitelji oglasite. Ali pa napišete. Tako, lahko napišete, lahko pa tudi dvignete roko, spodaj imate raise hand, dvignete roko in vas spustimo do besede, bo mogoče to najlažje. Lahko tudi brez slike. Medtem ko pa čakamo, če bo kdo kakšen dober predlog dal, pa lahko še eno vprašanje. Desetice smo ponazorili, to je tudi primer dobre prakse, ne vprašanje. Desetice smo ponazorili z udarcem obeh rok na mizo, enice pa smo prikazali s prsti. Dobro, ja, super. Tako pa imamo tudi v gradivih, imamo enkrat desetice s počepi, enice s poskoki, da je tako. Lahko tudi otroke vključite, lahko si otrok izbere, katera 2 giba bo uporabil za prikaz nekega števila, Tako da tlele so odprte možnosti, Desetice okrog stolčka, enice poskok. Dobro. Jaz sem prepričana, da imate učitelji zelo dobre ideje, predvsem, ker že toliko časa delate z otroki, da morate dobiti idejo, ker ne veste, kaj bi drugače naredili. Mogoče bi predlagala, če na vprašanje od gospe Eve, kdo ve dober predlog, kako otrokom pomagati, da bi hitreje pripravili pripomočke, ne vem, mogoče, da jih imajo v kakšni škatli. Mogoče nekateri za kakšno šolo sem jaz slišala tudi, da učitelj pobere vse pripomočke in jih potem ima v eni škatli ene pripomočke, v druge in jih potem na začetku ure razdeli. Da ne delajo tega otroci in iščejo po predalčkih, ampak da jih dobijo na mizo že urejene. Mogoče je to primer. Kakšen drug primer pa lahko nam tudi pošljete na mail, ki sem ga že prej povedala, pa ga bomo poslali vsem udeležencem naprej skupaj z mailom s povezavo do posnetka. Ker zaenkrat zgleda, da ne bo nobenega komentarja. Še en primer dobre prakse. Da jih delajo v oddelku podaljšanega bivanja. To je fino tudi skoraj medpredmetno povezovanje. Hvala, Simona je še enkrat napisala mail, da ga imate spodaj napisanega, kam lahko pišete primere dobrih praks, lahko pa tudi kakšno vprašanje. Na vprašanje lahko odgovorimo takole na webinarjih, lahko pa tudi kdaj kakšno vprašanje razrešimo po mailu, to seveda lahko vključimo tudi avtorice, da dobite vprašanje iz prve roke. Drugače pa mislim, da je to, naše srečanje je prišlo h koncu.
Vam hvala za sodelovanje, se zahvaljujete za predstavitev. Res sem vesela, kadar se takole malo pogovor razvije, da vidimo, da ne govorimo samo v ekrane, pa tudi, da vidimo, da ste od tega srečanja kaj dobrega odnesli. Naslednje e-minutke bodo namenjene spet slovenščini. 21. marca pa za vas pripravljamo prav posebne e-minutke. Takrat bodo z nami in z vami avtorice vseh 3 predmetov za 3. razred in takrat vam bomo že lahko pokazali kakšne izseke ali pa celo že tiskana nova gradiva za 3. razred, vam jih predstavili in povedali kaj o njih. Mi se jih zelo veselimo, ker nastaja prav super in komaj čakamo, da bomo stvar prijeli tudi v roke. Lepo vabljeni na obe naši srečanji in potem še na naslednje. Do takrat se pa lepo imejte lep večer in srečno. Ja, nasvidenje, lep pozdrav vsem.